Spoštovani gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Program Svit se je že kar dobro prijel v Sloveniji, pa še vedno premalo. In zato bomo danes pokazali marsikaj takega, kar je zanimivo, kar se je dogajalo v Ljubljani na festivalu za tretje življenjsko obdobje. In v bistvu to bi se lahko dogajalo tudi kje drugje po Sloveniji, če bi seveda le bil interes in bi kdo program Svit povabil. No, ampak več o tem potem v oddaji. Gostja, ki je z nami v studiu, je gospa Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka družinske medicine in vodja programa Svit. Pozdravljeni, doktor Zakotnikova. Glejte, nekako sem začela s tem, da ste zadovoljni, pa niste še popolnoma zadovoljni z odzivom, da na vsezadnje tudi veliko storite, če vas nekdo povabi. Poglejte, mi smo res zelo veseli, da smo dosegli tako odzivnost v letošnjem letu, kot smo jo. Pravzaprav se skoraj 60% ljudi, ki je v program vstopilo, testiralo. Se pravi, da so opravili tisto, kar je potrebno, da so ne samo odgovorili na vabilo program Svit, ampak so tudi na tistim, ki so se odločili za sodelovanje, bili poslani testerji in so tudi upravili testiranje blata na prikrito krvavitev, kjer smo ugotovili, če je blato pravzaprav skriva v sebi to prikrito krvavitev ali je pa vse v redu. Se pravi, da 60% te ciljne populacije povabljene v program se je odločilo, da bo v programu sodelovalo in ga je tudi v večini teh dokončno upravilo, vse, kar je bilo potrebno. 40% pa še vedno okleva, ne naredijo tega koraka, ki je na eni strani zelo preprost, po drugi strani pa tudi varen. Kajti rada bi povedala, da smo v našem programu Svit res mislili na vse, kar se lahko zgodi posamezniku v smislu nekih dvomov, strahu, oklevanja in smo na različnih ravneh, pa tudi na različnih mestih vzpostavili različne načine podpore, da lahko ljudje ta strah, to negotovost, neznanje premagajo in dobijo tisto pomoč, ki jo potrebujejo za to, da se odločijo, da korake naredijo in potem, ko že korakajo, tudi vsako nejasnost razjasnijo oziroma da dobijo ustrezno pomoč. Se pravi, trudimo se, da bi bil ta program uporabniku prijazen in da pravzaprav se postavimo v vlogo tistega, ki je v program povabljen in da poskušamo začutiti, kaj se pri njemu dogaja. Strah, nezaupanje, neznanje, neveščost opraviti nekaj in v zvezi s tem so se pravi te različne orodja, različne službe, različne kontaktne točke, različni dogodki, ki lahko ljudem pomagajo, da se v program Svit odzovejo in da potem tudi vse opravijo, kar je potrebno. Poglejte, pomembno se mi zdi, da pravzaprav človek ve, kaj dejansko se lahko dogaja. In oglasila sem se, oziroma cela naša ekipa se je oglasila na tem festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer ste prikazali to famozno črevo, da se lahko sprehodiš skozi in vidiš, kaj se dogaja. Zato predlagam, da si zdaj le ogledamo posnetek, vi ga boste komentirali. In mogoče predno še par besedic, je zelo veliko ljudi vas obiskalo na tej stojnici in se sprehodilo skozi črevo? Vedno, kjerkoli smo, tudi tukaj, kjer smo bili v Cankarjevem domu na tem festivalu za tretje življenjsko obdobje, ali kjer se pojavimo, se pravi po vsej Sloveniji, na različnih lokacijah, organiziramo te dogodke. Zdaj vidimo ta dogodek v Cankarjevem domu. Poglejte, to je model napihljivega črevesa, debelega črevesa, ki prikazuje pravzaprav, kako je naše debelo črevo sestavljeno. Zdaj gledamo notranjost debelega črevesa, vidimo, da so to črevesne vijuge, črevesno sluznico in v tem črevesu vidimo, kaj vse se lahko pojavi v črevesu, kar ni normalno. Se pravi, ti jurčki, ki visijo iz črevesa oziroma ti seski, to so pravzaprav ti polipi, ki so lahko različne oblike. Zdaj vidimo recimo tukaj primer recimo hemeroidov. Ljudje tudi pravzaprav imajo v velikem deležu tako imenovano zlato žilo ali hemeroide, to nima nič opraviti seveda z polipi. Zdaj je ta gospa snela en polip in vidite, tako rastejo te predrakave spremembe v črevesu
Te predrakave spremembe polipi so tisto, iz česar se lahko, če rastejo dolgo časa, po določenem času in v določenem deležu razvijajo raki. Večina rakov se razvije iz teh predrakavih sprememb polipov. Vidite, ta je en pecljati polip, zelo velik, in polipi, ki so večji od 1 cm, 2-3 cm, imajo velik potencial, da se razvijajo v raka. Tam daleč naprej, to je tudi en polip, tam lahko vidite, ko so tiste luknjice, predstavljajo tako imenovane, lahko tudi divertikle, se pravi nekaj, kar se pojavi po nekem vnetju v črevesju ali pa pred določenem dalj časa trajajočem zaprtju se pojavijo tako imenovani divertikli. Nekateri ljudje imajo družinsko večjo nagnjenost do razvoja polipov, in ti ljudje, ki imajo v večjem deležu polipov v družinah ali pa ki imajo tudi v večjem deležu raka debelega črevesa in danke pred 65 letom starosti so, ali pa 60 letom starosti, so dejansko družinsko nagnjeni k polipom in k raku debelega črevesa in danke, in ti ljudje, potomci prvega reda, bi morali imeti seveda kolonoskopijo že narejeno tam nekje do 40. leta. Tukaj vidimo celo veliko količino oziroma veliko število polipov, to so tako imenovana polipoza debelega črevesa, tudi to se pojavlja pri ljudeh lahko v določenem deležu, ne tako zelo pogosto, ampak tudi to se pojavi. Če obstaja to, potem je seveda celo potrebno včasih en del črevesa odstraniti. Sicer pa tisti, ki imajo te polipe ali pa raka, zakrvavijo, in ta krvavitev, če ni obilna, se v črevesju ne vidi, in mi potem z testom odkrijemo prikrito krvavitev, in s kolonoskopijo pa potem vzrok te krvavitve ugotovimo, in te polipi se med kolonoskopijami seveda odstranijo. Tako kot je eden od udeležencev ta polip odtrgal, tako smo tudi, to vidite, tukaj pa vidimo že kot nekega raka, ki je prerastel steno črevesa in čaka zdaj, da se bo razvil in vraščal v okoljno tkivo, v limfne žleze, v limfne žile in metastaziral. Ko se to zgodi, potem je pravzaprav rak že razširjen in govorimo o 3. ali 4. stopnji raka, se pravi, da se je razširil v okoljno tkivo, je 3. stopnja, da metastazira pa 4. stopnja raka. In to si vse ljudje lahko tako ugledajo na takem dogodku. Ljudi zanima, in s tem, ko spoznajo tako dejansko raka oziroma pravzaprav debelo črevo, ki je pravzaprav tam nekje skrito in o njem ne razmišljamo in tudi ne vemo, kaj se tam dogaja, potem se pravzaprav ta tabu lahko in ta strah razblini in ljudje imajo več znanja, vedenja in tudi več poguma, da se udeležijo testiranja in pa tudi, če je potrebno, kolonoskopije, ki ni noben bav. Vidite, tako gre s kolonoskopom, gastroenterolog potem skozi črevo in vse, kar je potrebno, naredi. Pospravi, če je treba. Pospravi, lepo, čisti in pospravi. Poglejte, doktor Zakotnikova, pravzaprav človek bi rekel, da tisti, ki zavržejo vabilo, na nek način zavržejo svoje zdravje. Veliko je, če je to 40%, je veliko, še vedno veliko ljudi, ki morda so potencialno, morda na tisti prvi stopni, ki smo jo gledali, ko se zlahka odpravi, ali pa morda že tudi, ki je bolj proti koncu, ko je pravzaprav težje. In rekli ste, da je podporna mreža zelo široka. Mogoče, če jo zdaj naštejete, pa potem, da greva od enega do drugega. Zelo pomembno je pravzaprav mreža sicer ambasadorjev, o kateri bomo tudi kasneje spregovorili, ampak zelo pomembno je pravzaprav, da imamo mi v programu SVIT, v tem centru SVIT, klicni center. V klicnem centru so pravzaprav ljudje nekako dobrodošli, da se oglasijo z vsakovrstnimi vprašanji, karkoli jih bega, karkoli jih zanima, pokličejo v klicni center in tam dobijo lahko vse odgovore, vso podporo. Tisti, ki še niso v programu SVIT, tisti, ki so na začetku programa in dobijo vabila in je potrebno pravzaprav marsikaj razjasniti, če še ljudje kljub vsem razlagam, ki jih mi v dopisu in v teh zloženkah pošljemo, nekateri še vseeno vseh stvari ne razumejo in pokličejo, veliko ljudi kliče v klicni center in tam dobijo lahko vse odgovore. Drugo zelo pomembno je, ko je nekdo že v programu pozitiven, preko klicnega centra dobijo vse storitve oziroma pravzaprav
kar je potrebno nadaljne korake naročanja na kolonoskopijo, dobijo iz tega klicnega centra tudi vsa navodila, kaj je potrebno narediti pred kolonoskopijo in če se pojavijo še kakršnakoli vprašanja. Skratka, v klicnem centru delajo izobražene, diplomirane medicinske sestre in se pravi tudi enega gospoda imamo, fanta, in zelo so vsi predani svojemu delu in z veseljem svetujejo. Se pravi, to je zelo dragocena podpora našim udeležencem oziroma ljudem v tej ciljni populaciji. Potem je zelo pomembna mreža zdravstveno-vzgojnih centrov oziroma v zdravstvenih domovih imamo tako imenovane kontaktne točke programa SVIT. V teh naših preventivnih centrih oziroma, kot jim rečemo včasih, zdravstveno-vzgojni centri, kjer delajo izobraženi kader, tudi običajno diplomirane sestre, fizioterapeuti, psihologi, ki se ukvarjajo s preventivo. In tukaj so v vsakem zdravstvenem domu so vzpostavili kontaktne točke za program SVIT, ki se ukvarjajo s tem, da ljudem pomagajo, da jih informirajo, in ko so ljudje že tudi vstopili v program, dobili morda že testerje, pa ne vejo marsikaj, kaj bi storili, kako bi storili. Ja, včasih je težko prebrati, ne? Je bistveno lažje, če ti nekdo to pove in pokaže. No, vsi ti strokovnjaki iz teh klicnih centrov oziroma iz teh kontaktnih točk, preventivnih centrov so končali zelo, bom rekla, obsežna izobraževanja iz komuniciranja, iz izvajanja programa SVIT in kako podpirati udeležence programa SVIT, tako da oni vse to lahko tam dobijo. Tudi naše sestre, te izobražene medicinske sestre, so pripravljene tudi spriti v, recimo, ne vem, v neko vas, v nek vaški dom, v nek, se pravi, kjer je skupina ljudi zainteresiranih, da jim kaj povejo o programu SVIT, narediti predavanje, predstavitev. Tudi v lokalnih okoljih velikokrat pomagajo organizirati te, recimo, svitove dogodke, tudi kjer pride to napihljivo debelo črevo kot tisti dogodek popestrite. No, ravno to sem hotela vprašati, če ga prinesete s seboj. Ja, poglejte, mi smo v letošnjem letu, zdaj mogoče ne bom navedla prave številke, ampak že preko 60 teh dogodkov organizirali po vsej Sloveniji. Običajno se trudimo, da bi prišli v tiste okolje, kjer imamo manjšo odzivnost. In v teh okoljih se običajno angažirajo tudi različni predstavniki, mnogokrat župani, zdravstveni domovi, tudi direktori sodelujejo. Iz teh preventivnih centrov pridejo te medicinske sestre, zavodi za zdravstveno varstvo in potem v to neko okrilje lokalne organizacije pridejo tudi pravzaprav izobraženi študenti medicine, ki so naši promotorji in izvedejo dogodek, svitov dogodek v lokalnem okolju, pridejo z tem napihljivim debelim črevesom, ga napihnejo, se pravi, da potem izgleda tako, kot je izgledal prej napihnjeno debelo črevo v Cankarjevem domu, z vse mogočimi pripomočki, učnimi pripomočki, zloženkami in različnimi pripomočki, kjer lahko potem ljudje dejansko dobijo zelo, zelo strokovne informacije od teh študentov medicine, od tega lokalnega zdravstvenega kadra, ki sodeluje tam. In to je res zelo dobrodošlo, ker ljudje razbijajo strah, razbijajo nezaupanje in dobijo nekako podporo in pomoč pri odločitvi za program. Kaj pa ljudje s posebnimi potrebami? Poglejte, imamo tudi ljudi, ki ne vidijo, ljudi, ki ne slišijo, ljudi, ki so morda slabše pokretni. Poglejte, zdaj, kar se tiče recimo obiska teh dogodkov, svitovih dogodkov v lokalnem okolju, če se zgodi, da bi recimo radi organizirali za skupino recimo gluhonemih oziroma teh, ki imajo težave s sluhom, mi tudi pripeljemo lahko tolmača s sabo znakovnega jezika in s tem pravzaprav omogočimo, da ta vrsta pravzaprav nekih ljudi s posebnimi potrebami dobijo te storitve. Ogled takega dogodka oziroma pravzaprav debelega črevesa tistih, ki pa ne vidijo ali pa slabše vidijo, je pa pravzaprav to optimalno, kajti ljudje pridejo tja in lahko lepo utipajo, kaj pravzaprav pomeni debelo črevo in kaj pomenijo te spremembe v črevesju.
vidijo z rokami, utipajo to. Kar se pa tiče storitev v programu Svit teh ljudi, mi imamo recimo za slepe in za tudi teh z motnjami v sluhu oziroma slabšim sluhom, pravzaprav organizirane določene pristope, ki jim pomagajo lahko, da opravijo stvari tako, kot je treba. Za slepe, recimo, ali pa tiste, ki slabše vidijo, lahko dobijo obisk patronažne sestre na domu. Zdravnik, lečeči zdravnik lahko da napotnico, da pride patronažna sestra na dom in pomaga odvzeti vzorce blata. Za tiste, ki pa slabšim sluhom, pa imamo tudi določene posnetke, ki ljudem omogočijo, da znajo razbrati v bistvu te naše dopise. No, mogoče, če se še enkrat vrneva na ta festival tretjega življenjskega obdobja, posneli smo tudi dve gospe, ki sta se udeležili programa Svit in mislim, da sta oba posnetka kar spodbudna. Gospa, zakaj ste se odločili, da boste postali ambasadorka? Zato, ker sem zelo zadovoljna s programom Svit, ker lahko rečem, da mi je rešil življenje. Leta 2010, takoj po novoletnih praznikih, sem dala vzorec, za 2 dni dobila odgovor. To je bil januar 2010. S 1. marcem 2010 sem že začela z zdravljenjem na Onkološkem inštitutu. Junija 2010 sem bila operirana v kliničnem centru v Ljubljani. In danes, po 10, imela sem začasno stomo, po 10 mesecih so mi jo odstranili in zdaj živim normalno življenje, tako kot prej. Sem zelo zadovoljna z tem in sem hvaležna in vsakogar, ko dobi od programa Svit, vsakomu rečem, ne zavrzi, daj vzorec, da ne bo prepozno. Gospa, zakaj ste se vključili v program Svit? Program se mi zdi zelo dober, posebno za tiste, ki imamo težave z prebavo. Jaz imam vse življenje že težave z zaprtostjo in Svit opozarja na to, kaj se nam lahko zgodi ob takih problemih. In se mi zdelo zelo koristno, da preverim svoje črevesje s tem programom. Vsakič, ko sem dobila vabilo, sem se udeležila in se nameravam tudi v prihodnje. Ja, tole je bilo prav zanimivo, kako se ljudje vendarle odzivajo in rekla bi, da je dokaj spodbudno. Ampak zelo pomembna pa je vloga najbrž tudi osebnega družinskega zdravnika, zlasti še, če imamo takega, da mu res zaupamo. Poglejte, vloga družinskega zdravnika v programu Svit je ključna in odločujoča. Ljudje zaupamo svojim izbranim osebnim zdravnikom in tudi številne raziskave javnomnenjske so pokazale, da ljudje najbolj zaupajo svojim izbranim osebnim zdravnikom od vseh javnozdravstvenih osebnosti, inštitucij. Skratka, osebni zdravnik ima res pomembno vlogo v slovenski družbi in tudi v programu Svit. Osebni zdravniki so vključeni v program Svit tudi kot izvajalci, namreč ko so ljudje v programu Svit pozitivni, da imajo pozitiven test na prikrito krvavitev, potem se za njih začne naslednji korak in sicer priprava na kolonoskopijo. In ljudje, ki imajo pozitiven test, obiščejo v enem tednu, upamo, vedno osebnega zdravnika, ki je že pred tem, ko je oseba sama dobila izvid testiranja, tudi zdravnik dobi izvid testiranja, tako zdravnik obveščen, da se bo pri njemu oglasila ta in ta oseba, ki ga ima izbranega za osebnega zdravnika in da bosta upravila pripravo na kolonoskopijo. In kaj to pomeni? To pomeni zelo resno zadeva, kjer se v bistvu zdravnik in ta pacient pripravite v smislu
pregleda zdravstvenega stanja, pregleda zdravil, ki jih pacient jemlje, če so kakšna zdravila, ki jih je potrebno ukiniti, jih ukineta, če je sladkorni bolik, ima posebno pripravo na kolonoskopijo, kjer se upošteva hkratno jemanje zdravil za sladkorno bolezen in varna priprava na kolonoskopijo. Če nekdo recimo jemlje zdravila proti starajevanju krvi, opravi to pripravo še dodatno v ambulanti za pač pripravo antikoagulacijski ambulanti. In potem splošna ocena zdravstvenega stanja, a je nekdo sposoben za opraviti kolonoskopijo v ambulanti ali v bolnišnici in hkrati dobi oseba tudi napotnico za to svitovo kolonoskopijo in pa recept, beli recept, ki ga zdravnik podpiše, s katerim dvigne zdravilo Moviprep, ki je zdravilo za čiščenje črevesa pred kolonoskopijo in tudi seveda napotke, kako se bo ta oseba čistila. Se pravi, zelo resna zdravstvena obravnava pred posegom oziroma diagnostičnim postopkom kolonoskopije. In zdravnik torej ima kot zdravstvena oseba zelo pomembno vlogo tukaj, kot tisti, ki bo presodil, kako in kaj opraviti kolonoskopijo, da bo ta najbolj varno opravljena, kar je možno. Hkrati pa tudi zdravnik ima zelo pomembno vlogo pri spodbujanju ljudi v vključevanje v program, tako tistih, ki navrnejo vabila, kot tudi tistih, ki ne vrnejo testerjev ali pa celo, da ne grejo na kolonoskopijo. Mi namreč zdravnikom vsake 4 mesece pošljemo seznam tistih, ki se v program Svit ne odzovejo. In prosimo zdravnike osebne, da kontaktirajo te osebe, da jim predočijo, kako pomembno je program opraviti in da se pravi storijo vse, kar je treba. Namreč za tiste, ki testerjev niso vrnili, zavarovalnica zdravstvena plača tudi storitev obiska patronažne sestre na domu. Da ali pomaga tej osebi, spodbudi, pokaže, kako je to treba narediti. Skratka, da nekako zagotovijo, da ta oseba dobi dovolj poguma, znanja, da vrne tester. In če pa sploh nekdo ima pozitiven test in noče na kolonoskopijo, je pa izredno pomembno, ker brez kolonoskopije seveda ne moremo vedeti, kaj je v črevesu narobe, je pa zelo pomembno, da zdravnik nekako pripelje tega pacienta do kolonoskopije. Se pravi, je tukaj ta vloga zdravnika neprecenljiva. Poglejte, nekaj mi je še prišlo na misel, namreč ta program je praktično zastonj. Pomeni, da ga imajo vsi ljudje, ki imajo osnovno zdravstvo, ali tisti, ki morda nimajo dopolnilnega oziroma dodatnega zdravstva. Vsi, ki imajo osnovno zdravstveno zavarovanje, v bistvu imajo pravico do tega programa. Ni treba imeti dopolnilno, to smo vsi. Ampak je tudi, moram reči, da tudi, pogledajte, tisti nekateri ljudje, brezdomci ali pa drugi, ki slučajno ostanejo brez zavarovanja in se zavarujejo kot občani, ker smo vsi na nek način imamo to možnost, da se zavarujemo. Se pravi, tudi ti, vsi imajo pravico. Zgodi sicer se, da občasno določeno število ljudi nekako nima osnovnega zdravstvenega zavarovanja, kakšni, tudi zasebniki, prehodno. Ampak tudi mi potem vse 4-krat na leto preverjamo, če te iste osebe, ki recimo ta mesec niso imeli urejenega zavarovanja, mogoče imajo pa decembra urejenega in jih še enkrat povabimo, tako da jih ne zapustimo. Skratka, prvič ne zapustite in druga stvar, ki je zelo pomembna, da ima res vsak možnost. Torej ni izgovora. Kdor se zgovarja, da ne more iz takega ali drugega razloga, pravzaprav bi se moral vprašati, koliko mu je lastno zdravje dragoceno. Ja, to je res. Upamo, zato upamo na te različne mreže podporne, ki jih imamo vzpostavljeno, da se v to mrežo ujamejo vsi tisti, ki ali nimajo poguma, ali ga zgubijo, ali imajo, ne vem, kakršne koli predsodke, da jih razbijajo. In tukaj mogoče mreža teh ambasadorjev, se pravi, to so ljudje, ki so v program Svit vstopili in so imeli pozitivno izkušnjo, misleč, da so zdravi, potem seveda odkrijejo, da je bil tam nek rak, ki je zmotil njihovo pravzaprav mirno življenje, ampak hkrati pa potem imajo možnost, da to potuhnjeno zlo v organizmu
premagajo, neka operacija, ki niti ni ne vem kako obsežna, pravzaprav jih pozdravi ali pa celo samo že odstranitev polipa, kjer se je rak začel. Tako da ti ljudje začutijo vrednost tega programa in potem jim ne da nekako ta dar, ki so ga prejeli miru, da bi ostali tihi in čepeli v svojih izbah, ampak vstopijo naprej, spregovorijo o tem pomenu in spodbujajo še vse ostale. In vam povem, da največ velja beseda teh ljudi, ki povejo lastno zgodbo, kako pravzaprav lahko svit reši življenje. Torej, spoštovane gospe in gospodje, svit rešuje življenja. Ne zavrzite kuverte, ne vrzite jo v smeti. Za vas gre. Tudi za vašo odgovornost. Nasvidenje, hvala. Srečno, nasvidenje.